vprašal. Čakaj, jaz moram naštimati na novo, da snemata, ne? Tukaj se že vrti. Record now. Recording in progress. Evo, na dveh virih že snemamo. Še ti svojega priklopaš. Pa smo na treh. To bo šlo v anale. To bo tako dobro. Tako dober sound, da pelje nam treba naš delati. To se nam zgodi, ampak kaj. No, to samo so naredili in uploadali. Ne, to je zato, tako kot si že rekel, ne, imaš pač ti malo išjo s tem. Ne, to je ne zato, ker je bilo slabo. Mislim, to v resnici ni išjo, to je pač industry standard. Ne. Ja, sam se ga večina ne drži. Ne? To sem hotel reči. Ja. To pa je. Razen mogoče na RTV, pa še tam vprašanje, kjeri. Mislim, še kakšni, ki so res malo kukar hujši, kot smo mi, ne? Pa je to precej slabše. Ja, dejstvo. Po imenu. Kaj? Upam. Po imenu hujši, ne, in po... Ja. Ne rečem brand recognition. Po dosegu in po vsem, vseh teh metrikah. Tako, sound je pa v pi. Ja, ne. Nekaj imamo, ne. Saj to, ne. Saj tehnično smo zdaj upam, na nekem nivoju. Upam, da se snema, tako da vse kaže, da se snema. No, ampak tam veš, kaj si zanč, kaj si... peli... Kako je bilo na Unmu, ne? Nismo šli. Na Audiofestivalu. Po nesreči sem bil Žan Papič. Počutil sem se tako, kot una štorija, ko sem vprašal ChatGPT, s kom, kdo sta voditelja našega podcasta, pa je ChatGPT rekel, da sta Juraj Godler pa Miha Šalehar. Ne. Jaz sem bil pa namen Žana Papiča. ChatGPT še ne ve vsega. Ne veš vsega. Tako da bil sem namen Žana Papiča, govorili smo o urednikovanju in sem pač povedal, da se mi držimo pravila don't be a dick, s tem, da nisem smel povedati dik. Kar je dobro tudi za, kako bi rekel, v življenju imeti tako moto. Pač, ta moto velja, vse to smo rekli, smo ga uporabljali, mislim, da najprej glih v tem kontekstu, ampak se pa držimo tega tudi, kar se urednikovanja tiče. In pol je nekdo iz publike rekel, da najbrž, če imel več dosega, pa denar za resnega urednika, da bi ga najbrž imel. Pa sem rekel, da sigurno, pač, če imaš človeka v ekipi, mislim, tega sicer nisem rekel, ker sem pozabil, to sem bolj razmišljal nazaj grede, ker sem šel, da če bi v bistvu imel, če imaš človeka, ki kreativno pripomore, pa ni voditelj, ne? Veš, je to sam plus, saj jaz ga vidim. No? Pa če se štekaš tem človekom. Ne? Mislim, se moraš, če delaš oddajo skup. Ja. Pomaga, no, bi rekel. Pa bi imel lahko v šesu, ne vem, Bojan bi rekel, da pogovari se o tem, raj pizda, kreten. Nihi v konjih, ampak... Nihi v konjih, ne, preveč konjev. Dosti je, gremo naprej. Zdaj se mora levi. Tako kot je. Leta, danes so levi. Kaj so danes levi? To sem že prej hotel na tiska, a smo se to že pogovarjali, da kako bi rešili pijanost, pa kako ljudje okrog hodijo. Pač ne v pijanem stanju, da ljudje hodijo v pijanem stanju okrog, pa delajo pizderije. Ne vem, če smo se že. A da bi leve dal v rad. Da bi leve dal, ne? Da veš, pa bo tega manj, ne? Leve spustiš, ti pa ne hodiš okrog po noč, ne? On je imel en komik je imel šalo na to, ne, da zaradi mobilnih telefonov, veš, ko ljudje ne gledajo več na cesto, pa okrog sebe, ne? Ja, ampak mislim se pa pogovarjati. Če bi dal leve v enačbo, ljudje ne bi več tako po telefonih gledali, ne? In isto je za zvečer, ne, ko grejo ljudje se vržejo v take ali drugačne alkoholiščine, ne? A veš, bi mogel malo bolj paziti. Ne bi, ker levi tudi po noč lovijo, ne, se mi zdi. Dobro, ja, mačke so, ne, verjetno, da imajo tudi malo tega. Če pa ne, pa daš še neki tazga, da po noči lovino. No, pa se ima že psihološki učink, ima zadosti velik, tako da tudi če ne lovine, samo če pride, mislim, da ti že preteče dol po hlačenci. Mislim, malo bolj previden, ne? Kaj, ja. Da greš tam iz centra, pa mi mleva lev prleti. Tako. Čisti trezen v trenutku. Ne razmišljaš o ti metafori, ampak fuck, lev je tukaj pizda. Ja, hotel je, gospod. Vsi smo že navajeni, veste, pridejo tako okoli 10. Saj, če boste šel pa malo naprej, boste pa do slona prišli.
Ja. No, se slav bi bil tudi v redu. No, skratka, v tem trenutku bi naš Bojan rekel, nehite. Nehite, dosti je. Ne, slavne, že levi so bili preveč. Nehite. Skratka, nehamo. Ja, okay. No, veš, vse urednikovanje dela, sam pač v smislu, da ga je treba. Ja, v bistvu, kot je Dunja predlagala na Discordu, ne, da pač moraš se zavedati te vloge. Tudi če ga nimaš, ne, mora biti pa vsaj nekdo, ki malo razmišlja o tem. Oziroma mora nekako to vlogo prevzeti, ne pa odgovornost. Ja. Mislim, da glih ne postaš vsega srajna gor. Vse sem tudi povedal, da mi pač, če nam kaj zdrsne, ki je res preveč div je netočenega ali pa kukorkoli, za bodečo nežo, ne, da smo vrgli ven, ampak da se je to zgodilo. Mi bankoli za bodečo nežo. Če se je to zgodilo, ne spomnim se, ampak vem, da so bile ene 3 kočljive situacije, pa ena je bila tudi taka privatna, pa smo pač zaradi vseh upletenih ven vrgli, ampak več ali manj pa ne. Ja. Kako ne pustimo not? Mislim, konji to je, ne. Mislim, da bomo zdaj likar zrasli v konjeniških diskordih, ki jih ni in je naš edini. Ja, tako da pridite. Če se hočete o konjih pogovarjati, pridite. Ja. Ja, sem pa zanče enkrat, ne vem, zakaj sem gledal, ta mali konji je bil pocen 200 €. Tele, kva so že, no? Ta mali ponji. Šetlandski ponji. 200, pa ga imaš. Svet, zakaj sem gledal. Zato, ko smo se pogovarjali v poljubljanskih klubih, daš 200 dvakrat za po pol urce. Zima tokrat konji, da se še v službi pogovarjal. Ja, mislim, pa ne vem, zakaj kankoli nisem, mislim. Se spomnim čas je bil en konj, ampak je imel še dedek, ampak pustimo to. Je bil pa boksač, mislim, je bil delovni konj. No. Ja, naš tudi. Ni bil. Se pravim, te ure jahanja so bile. Ja, ni pocen. Le po ljubljanskih klubih se tudi pomislim, da se tam okoli 60 € vrti. No, dvakrat ga daš, pa imaš pripravo pa s pospravljanjem konja, ne, se pravi, da z ga skrtaču notret, ne, se pravi, si bil na konju glih. Ja, temu se približa živali. Temu ne rečejo. Ja. Tako da to se približa živali, kukar, ki greš v ašram, pa pol še tam malo delaš, veš. Ja. Sej, to je to, ne. Nim ni treba, pa zaračunaj za to. Ja, sej. Dobar je. Počitnice na kmetiji, veš. Ja. Daš 250, pa otrok ne tam dela. Pa še malo manj rekel, po moje. To sem imel jaz idejo za prfotru, za vinograd, ne, ker sem ni dal. Otroke pripeljati v vinograd, da vidimo, kako vinček nastane, pa da pol probajo tudi te svoje proizvode. A ti pa mamice pa delajo, pa ukupavajo tam, veš. Da otroci probajo malo vinčeka, kaj si rekel, ali malo je peli govoril čez. Sorry, nisem slišal. Kaj pa, da otroci probajo malo vinčeka? Ja, ne, da se zgodaj začne že ta indoktrinacija. Ja, a sem vam povedal, kako sem jaz prvič se ga napil? A to sem že povedal v podcastu. Mislim, jaz poznam zgodbo, ampak živo pa mislim, podcast ne vem. Tako je bilo, ne, vinčeka sem nosil. Te stari so slamom, ne vem, kaj neki so kozovci zdaj, ali po moje utav ali pa whatever. In v glavnem, on se je tisti nalagali, jaz sem bil pa ne v waterboy, ne, to smo že govorili, da sem bil nisem bil v waterboy, ampak sem bil v wineboy. Možno. Vin pa kislo sem nosil, ne. In jaz se tega sicer ne spomnim, ampak sem nosil, dokler nisem očitno enkrat probil in od vsega dobrega zaspal tam na koncu kozovca. Tako da dobro je bilo. Jele, mislim, valjda, da te malo proba, če vidi, vsi pijejo to, pa je, ne. Ja, pa se imajo dobre vole. Ne. Tako je, valjda šprobo. Šale so padale, kape niso bile delče. Dobro je bilo. Zabavni so bili. Šmaranca je sladka. Ne, čak vrško. Starfotar je imel pa uvožen vin, ne za savskega. Mislim, sicer je imel tudi svojega, ampak drugače pa najrej primorca. Pa tudi malo na Štajerski hodil. S fotorom sta imela redne ekskurzije v vinorodne predele, da sta malo probavala, veš, kjer je, ne. Skoraj vse razen Gorenjska pa nas vinnost. Ja, sej, sta šla. Skoraj že Dolensk, če bi bilo treba. Tam imaš pa šnopc. Ja, mislim, se šnopc imaš posod. No, tudi res, no. Sam odvisen, kjer sadaš za kjer sadje rase. Pa kaj se da z njega narediti. Ja, tako. Pravim, kjer sadje tam raste v bližini, kjer ga je največ, tako rekel. Mislim, ni bil aklih, sam da ni bilo pod povprečjem, po mojem, da bi bil sem zadovoljen. Tako, ni bilo neki, da veš, ko Bernesov v njon. Ja. Francoska letina 54.
pozno trgatev, neki. Ne vem, zakaj je hotel govoriti, kot Brane Ročelke. Okay. Malo sem mi šel proti Branetu Rončelu Ja, in Miles Davisu in teh stvarih. To mora biti, mislim, jaz ne govorim tako počasi in sem prav matram, veš, da Pač on, mislim, ne vem, ne poznam Brana Ročela tako osebno. Ampak pač on verjetno tako govori. Ne? Jaz sem se enkrat z njim pogovarjal, sam smo bili na Trnfestu, pa boga mi... Jaz se mogoče tudi jaz bi zraven. Mare se mogoče spomne. Nekaj si omenil. Jaz se ne spomnim, kako hitro govoril, ali počas, ampak ne morem trditi, res ne morem. No, upam. Mare bi vedel. Pa je bil tle. Pa je bil tle, pa je šel. Ne? Ja, pa je šel. Ej, Aljo, kako spa ti zdrave, pa to še zmer bolehan ali kva? Ja, glej, to se kar vleče in vleče. Še vedno na skriti lokaciji. Nekje v Ljubljani, ali pa tudi ne. Upam, da zdaj ne več, no, kad tole poslušate. Danes bi pa že lahko bil. Ja. Če ne, pa tole res ni dobro. No. Tako da. Ja, lej, upam, da je eno. Kaj? Upam, da je v redu. Upam, da si nekaj drugega. Jaz tudi. Tako da kaj? Gremo mi v epizodo, ali kako? Pejmo. Ne? Čak, gremo do Slavca. Slavko ta. Ne vidiš? Vidiš. Dobro. Smo v 12 minuti. Avizo. Zdravo, štoparke in štopari, ljubitelji konjeništva, vinarstva in ostalih dejavnosti povezanih s kmetijstvom. V oddaji vam bomo razložili nekaj nasvetov za večji donos na vaši rodni grudi. Ljudje in zemlja, dobrodošli. Drugače pa to podcast. Ne še malo tega, da bom dal citre od spota. Lepo. To bo res dobro. Ja, mora se malo povezati z rodno grudo. Ne? V drugem delu epizode pa boste slišali intervju s patrom Pavlom Gržanom. Kdo je Pavel Gržan? A ne veš? Tak je mal filozof pater. Tako, good guy. Okay. On se drži tega pravila, don't be a dick. Zelo dober. Dobro. V vsej svoji veličini. Facebook, gospod. Dobro. Kdo, pater, kaj? Gržan. Ja. Pater Pavel Gržan. Ja. Meni se zdi, lahko pa da je kaj drugega, ampak Gržan je skoraj zihar. Okay. Zdaj si zasejal s temi dvoma nekaj. Peli si hotel še kaj povedati? Hotel sem povedati, da je to podcast o življenju v vesolju in zmerman o teh knjigah iz serije Štoparski vodnik po galaksiji, ki jih je napisal Douglas Adams, ampak zdaj beremo eno od drugega modela. Ki jo ni napisal Douglas Adams. Ki jo ni napisal Douglas Adams, ker je bil leta 2009 že onkraj Maurice. Tam z brisačami je hulupal. Pa z žimnicami. Lepo je bilo. Tako je. A ti sam nekaj povem, zdaj, ker se glih, je Karel Gržan. Karel. Karel, ja. Karel Gržan. Karel, ja. Je ljubeč sopotnik gospe Kapre, njegove zveste kobile. Vidiš tale pide. Kako se to vse poveže? Ni slučajno, vse to vemo. To je to. Ni slučajno, matrica ve. Ja. Kljub temu smo mi še vedno. Aljo, dej. Aljo, ja. Peli. Hvala. Priznaj, zdaj si se ustavil zato, ker si je glih kar zdi povezal konje pa matrico, stari. Jaz sem sam čakal, kdaj bo. A ni to logično? Ja, res. Mislim, a ne vita vidva, fanta. Dobro je ta matrica, ki ima konje noter. Saj fiktivne konje, veš. Male stvari, male zadovoljstva.
male It's the little sreče. things. Tako. V Discordu nam lahko poveste, če vas tudi, mislim, kaj so za vas te male stvari, ki vas razveseljujejo. Lahko so tudi konji. Če so konji pa še posebej, ker pa bo to res ta prvi ekvestrični Discord na Slovenskem in to bo res hupi. Ja. Ja. Misliš, ni Discorda z ekvestrialnimi temami, fuck. S konjeniškimi temami. Nekaj težko konskimi temami. Hardcore še nima svojega. A si ziher? Čeprav, ja. Hardcore appreciation society. Moče malo smo zgrešili, ja. A vidiš, ne? Ja. V glavnem, ja, lahko gremo pogledati, kaj smo delali v prejšnji epizodi. Dajmo. Razen konjev. Bili smo v teh retrospektivnih delih 4. poglavja 6. knjige. Tako, spominjali smo se, kaj je kdo videl. Kaj so bili v konstruktu, ne, v bistvu? Ja, v bistvu so imeli, so bili žalostni zaradi matrice, ne? Ker to so bili v matrici, ne? Ja, ampak zanimivo je, da so se, veš, oni so toliko cajta bili v matrici, da so tudi spomine imeli iz matrice. Ja, seveda, Fertel je bil sam iz matrice je to. Iznotar, mislim, stari, to je vodnik številka 2, no. No, pardon. Mark II. Tako. Ampak dobro, lahko mu rečeš tudi matrica. Ne, Mark II, vse matrica. Saj isti pes. Sej tam, ja. Same but different. Ja. V glavnem, ja, valjda se to tebe te prepriča, da je vse res. Hvala. In kot smo slišali, in če ste prebrali, pri njih je bilo vse res. Do Fertla je redno gojila iskrena in globoka čustva. Ja, seveda, mislim, tako je. Ne? Elektrostimulacija se je zgodila in to je bilo to. Ja, pa dokler ni bilo baterije. Ne? Ja, pa te baterije, to pa posod crknejo. Ja. No, zdaj smo pa že skoraj celo knjigo v prejšnjo epizodi, tako da gremo na Kvarnik pa naprej. Ne? Tako. Ali kva? Ja, valjda. Tako je. Ja, okay. Pa da je ta Kvarnik. Tako da ne, v tem delu so pa kdo? Glavni protagonisti so spet vogoni, ne? Naši predragi, glavni zlobneži. Ja, super. Saj na začetku, no. Mislim, ja, zdaj, če jih ti dojemaš, v bistvu glih to, ja, če jih dojemaš kot zlobneže, ne? Ja, ker avtor že v začetku pove, da vogoni kot taki niso bili slabi ljudje. Ne? Ja, ne, saj niso, samo oni pač delajo, pač birokratsko natančni so in pač delajo, ne? Mislim, aj zdaj to, če si poslušen pa pedanten, pa to, a veš, to te ne naredi v bistvu slabega človeka. Ne? Zdaj, če nacistično Nemčijo pogledaš, ja, v bistvu te ne. Kaj? Ja, vse, kar se recimo v nacistični Nemčiji dogajalo, ne, so to ljudje delali, to ni en človek, ampak je... Ja, absolutno, ne, pa bilo je v bistvu razmeroma je bilo vse po zakonu, ne. Ja, se tukaj tudi, ne. Vse mora biti pravilno izpolnjeno, če ni. Ne, kle so pa pol zdaj neke moralne vrednote, ne, ampak ni nujno, ne, da so vogonske moralne vrednote enakovredne našim, ne, ker so pač... Ja, mislim, to očitno niso, ne. Vem, a veš, oni... Pač, če ni bilo ustreznih papirjev, pa niso šli enega sveta razsutne. Oni so šli po črki zakona, se pravi, so mogli imeti vse poštemplan. Ja, poštemplan mora biti po regalcih. Pa do zadnjega toma razstavljeno. Čeprav meni se niso malo uživali, tukaj se gremo na recimo v ptiče, ki so pozabili odkljukati neki, so jih z veseljem potamanili. Se mi se malo tudi najdel, kako bi rekel, te male radosti, no. So oni najdli v svojem delu, ne. Se bo mojem, da misliš, da niso kakšni te uradniki tamle na občini, da nimajo izga. Tudi verjeten, ja. Ker te pošle nazaj nekam, pa ti spet rečejo, da pri čez 2 meseca, ker pozabil tam eno klukco nekam narediti. Pa
mislim, zihar se zgodi, kdaj pa komu ne. Mislim, pa uživa v tem, da te pošlje nazaj. Ti pa rečejo, da poskusite iz e-prijavo, ker veš, da bo itak, da bi se raje šel besati, da greš tisto izpolnjevati. Itak se bo še neštirkrat, mislim, itak link na napačno stran, to je tu napal ta moment, ne. Ja, ker moraš iti polo iskalnik, da zares najdeš. Ker te puma čaka pod štengam, pa tako naprej. Ja. Pozor, hud leopard. Odkje je to znano? Ja, tako da zgleda, mislim, da imajo te uradniki v bistvu vsi v istih stvareh. Mislim, sej verjetno vsaka služba prinaša nekaj. Kaj, neke drobne radosti. Mislim, ne, moraš si narediti, ne vem, nekako jo tako, da jo preživiš. Mislim, se pomisli, da si pač pogrebnik, ne, mislim, ena sama ljuba žalost, pa ne vem, pa vse skupaj, ne, nekako pač to, če to hočeš 40 let delati, ne. Ja. Moraš verjetno, ne vem, malo s humorjem to vzeti, čeprav je malo bešenjaški, ali ne vem, nekako v glav si moraš to nekako poštimati, no, da to verjetno lahko delaš. Ne. Ja, sigurno. Pa da delaš dobre stvari, ne v bistvu, ne. Kaj? Kjerkoli delaš dobre stvari, tako da v Vogoni tudi verjamejo, da delajo v redu. Mislim, oni verjamejo, da delajo dobro, ne. Ja, delajo prav, ne. Mislim, pa oni sigurno delajo dobro. Lej, če imajo oni ustrezne papirje, gre oni lahko na konce solja, a veš, pa vsa usporedna vesolja, kamorkoli, ne, sam da bojo oni nalogo izvršili, a veš. Pa v bistvu zelo so zagnani, ja, točno to. Mislim, vse je tudi usporedna vesolja potamanja, ne. Če je pustem plan, gremo. Ja, ni da bomo samo unga pustili, ne, ta levga pa ta desenga. Vse bomo potamali. Vse bomo, ne. In zdaj smo jih tukaj, ne, ka so vse, ne. Ta zadnja zemlja je padla, ne. Ja. Ja, ne. Moramo reči, da je v poglavju veliko vodnikovih opomb, o katerih smo že govorili, da nas včasih ne navdahnejo to, kakor bi si človek želel, tako da jih bomo spustili. Čeprav ta je bila dobra, ker so čakali v vrsti, veš, ko je napisal model knjigo, Magar, ne vem, 20,000 iger za vagonsko čakalno vrsto, napisano v vagonski čakalni vrsti in še nadaljevanje. Dve napisano skoraj na čelo vrste in pa še tretja knjiga, vsi vagoni so barabe in jih je treba pobiti. Ja, ne, če glih na malco pršel, mislim, kdo mu je kriv, ne? Veš, da okence zaprla, ne? Veš, da ga to je. Človek mora tudi jesti, ne? Če kdo ve... Ne, če se Gustava, kdo spomni, po mojem smo že to šli. Ja, Gustav. Gustav, ki je bil isto ta moment, on je bil ta birokrat, oziroma birokrat, bil v banki, ki je delal. Ja, točno, ja. In pol... Ampak, se ti spomniš, to je bila risanka, pa je on prst v vim pomakal, pa ga oblizval, pa naštel. Za vsak bankovc, ki ga je preštel. In sem, kako to politično nekorektna risanka. Pa zelo počasi je to pošel, ne? Ja, res mislim. Pa on pa nekdo malce spizdi, takrat pa popizdi. Narmo ni bil problem. Takrat je pa pol malo pospešil. Ja, takrat je pa pol ga razmetal. Tako da... Si bi rekel, da bomo dali link na Gustava, sem verjetno se ne najde to. Gustav. Prav probo. Bomo vprašali YouTube, če imajo kakšno zalogo. Vogoni. Ampak, a veš, da bili so pa še eni, no to pa moramo povedati, ne, da pa le niso bili vsi vogoni isti, ne? Da je pa v bistvu podtalna skupina tudi obstajala, ne, se pravi, se zmeram nekje stvari grejo svojo pot, ne, in te so bili pa ta pravi vogi. Ne? Oni so pa posedali v krogu in se pogovarjali, ne da prej vložili vse potrebne papirje. Ne? Mislim, tako so se dubali in so se kar malo pogovarjali. Veš, pa, zmeraj so neki alternativci. Brez ičega, mislim, to je čist living on the edge. Altari, ne, veš, zmeraj mora eni malo biti neki subverzivni elementi. Do konca. Living on the edge, ja. Tako da, to so bili te, ne, pač Klenem opiše tudi, kakšni so spet bili, ne, to v bistvu se vse čas malih body shame-ajo, ne, vsi teli, v bistvu jih res, ja. Od Douglasa naprej, ne, jaz Klene začutim en kup body shaminga. Zdaj se meni zdi, da Douglas jih ni tukaj, Douglas jih ni preveč opisoval, se jih je rekel, da niso najlepši, ne, ampak ta se je pa res od sliv do ne vem kva si prvoš. Ta jih je Douglas jih je zelo metaforično, si jih lahko naslikal, kakor si jih hotel.
Jaz se v bistvu sploh nisem imel, dokler nisem filma videl, sem imel čisto drugačno sliko v njih. Mislim, zdaj imam pač to filmsko, ampak ok, no, pustimo. On pa si res vzame cajt, da pove, da so res ne. Veliko zadev jim prida. Veliko vsega. Ja. No, niso najlepši. No. Ja. Če to ni slučajno prebral. Kje smo pa še bili? Mi tako pol spremljamo tukaj, kako pač v bistvu celo pol, če gremo, celo v bistvu zgodbo, pač pol se fokusiramo na prostetnika Jelca. Seveda. Prostetnik Jelc je pravi krumpster. Ja, tako. On pa je. On zdaj hoče imeti neke zasluge. Zdaj pač on to razmišlja malo. Zdaj je naredil, in je zmeri bil tak najbolj zagnan od vogonov. Da si je malo čestitev. Ja, sam on bi zdaj imel malo zasluge. Malo zaslug bi imel. Se mu zdi, da je treba malo. In malo razmišlja o tem, kako bi to naredil. Yes. Vidiš, no? zato so pač take stvari, zato ne vem, neki komunizmi ne delujejo. Ne? Veš, kaj nekaj dobrega narediš, kaj dobro za skupnost, ampak bi ti imel malo enih zaslug za to, veš, da se ti, ne vem, čestita, da se ti malo več plača, da nisi ti sam za dobro narod, da bi to naredil. Malo ego kikne. Ga Branti se mora povedati, veš, kako ga bo zdaj klicali, saj to ne, veš. In pol že ima ideje. Ampak Jelc uničevalec. Razmišljal o svojem nicknameu. Ful lepo, pol ima do drugega Jelc neustavljivi. Ampak tudi ni zadovoljen. Ni. Tako da ima Jelc baraba do konca. Ki mu je dal, to je spet momentin, Daddy Issue. Ta je bil zanimiv. Fotor ga je. Fotor ga je, Tudi oni imajo ta travme iz otroštva. Ampak fotor si je celo pesnico skoval. Sej. Ni bila tako slaba. Mislim, ergo travme. Evo jih. Mislim, ni bilo tudi... Nauči se sovražiti, moja mala baraba do konca. Dober kumat, res. Hoče reči, da Rime so bolj izostale, ker veš, Nije. Mislim, se verjetno je bilo bistveno, da to je, da se pač naučiš sovražiti, da najdeš Rimo. Ampak pogaj pa gledal, pa podrejeni. Nikoli ni dober za podrejenega. Konstant Skor nikoli. Skor nikoli, Čeprav una je bila dobra. Nosim tudi ploščice z imenom. Zato, ker ga je vprašal prostetnik Jelc. Pri hrani precej časa, če imaš opravka s kreteni. Ta je bila dobra. Ta je vratena. Moram reči, da cel del vogonski, mimo tega, da res na droben razloži, koliko so bili nagnusni pa grozni. To je meni tudi malo motivno. Je zelo dober. Ta birokratski del je izpeljal z odliko. Meni preveč je šel na to, kako izgleda, pa kaj so, pa so res nagnusni, pa s pluvanjem, pa gor pa dol. Mi no. Ampak ta del, pa, ki pa pride te zraven, ti so pa super. Ti deli. Ker recimo lihta, Ker mu pride konstantno, mu pride povedati, da zdaj so pa pripravljeni, da grejo v bistvu v hiperprostor in da je v bistvu ta prvi, ko jo zapeljali. Kleka so zdaj plec naredili. Pa tudi to, kako on noče, kako noče pride zraven, ker ne velikar te, ki pridejo povedati slabo novico, da jih pač izstrelijo. Ta je bila lepa. Pravijo, da vogoni doživijo čustvo, ki jo poznamo kot sreča, samo ko so izgubljeni v hiperprostoru. Tako da je bilo še nekaj malo. Imajo še nekaj. Še malo ekstra. Človek se počuti skoraj tako, kot da bi napredoval po evoluciji. In pol prostetnik Jelc pravi, da pač ne izračuna našo pot skozi zemljni prostor, da bojo poskusili novo traso. Tako. Pa ugotovita, vmes se seveda avtor spomni še na
zmedene žimnice, skor, lupine, zeta, ki še zmeraj ne znam prebrati imena tega planeta, ampak dobro, vsaj Rimo sem naredil, tako da nekaj je. In povedal so neke težave. Ne. Mislim, ne, dobi se ga Jelc vpraša. Ne. In kar ne upa. Ne. Mislim, smo počistili kukar vse. Ne. Ja, zemlje ni več. Zemlje ni več. Sem pa zelo poševno ustnice. Kaj pa nobenih zemljanov, neko ukaz jasno odreja, da ne smejo pustiti pri življenju nobenega zemljana. Ne. In pol še neki v imperialni vladi in whatnot. In bolj mu razloži, da se govori, ne, da po kuluarjih, da se šepeta, da so še v neki novi koloniji. So v Lani. V Meglici. To smo pa že slišali. Ja. In se tudi Jelc spomnil, ne? Ni to tam, kaj ima Greteja. Kaj tukaj naredimo? Črto. Planet in podremo, oni grejo takoj noga naročiti. Pa ne moreš zmagati. Jaz ga razumem, valjda, da je besen. Ne? Ja, mislim, veš, da te malo te ven izpraviš. Če ni besen, ne vemo, zdaj, če bomo naredili tle počino obešalnik. Ja, po mojem bi naredili počino obešalnik tukaj. Ne, po mojem, da ja. Ker jih tukaj ta deglih. Tam so spet, ali kvaj je. Ja. Verjetno ni najbolj srečen. No. Glede na to, da imajo, misija je to, da vse, da potamanijo zemljo in zemljane. Ja, sigurno ni najbolj srečen, ker avtor pravi, da v eni od dveh se je Jelcu zatrepetala žila, jasen znak nejevolje. Kakšna bo pa ta nejevolja in kaj se bo zgodilo? Kaj bo rezultiralo glede tega? Bomo pa v tem poglavju še dolgo prebirali in se pogovarjali. Pečina obešalnika. Najlepša hvala, ker ste nas poslušali čisto do konca epizode, v kateri smo zvedeli, da bo prostetnik Jelc verjetno mogel jeti po, kako so v Jugi rekli včasih, po PS, pravilo službe, in si to docela prebrati, ali je to v redu, da te zemljan še kakšen ustane, ali lahko oni grejo, ali ne. Absolutno. Tako. Kako vi mislite, da se bo ta zgodba končala, nam lahko povete na dopisnicah, državnih omrežjih ali pa na našem Discordu. Link najdete na upravicujemo.se /discord. Kva spet? Nekaj spet dvignili. Skratka, z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe. .si. Hvala, čau. Ajde. Spet je neki tam naštel. Nekaj, ne, se to sem po mojem nekaj, da moraš updatati. Nekaj moram updatati. Ne, se mislim, tukaj gledam rdeč, ti kar savi svoje, mi imamo tudi svoje, pa bo v redu. Recording stopped. Recording has stopped. Ok, še ti posej, pa mislim, da bi mogli to delati. Ok.